Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem reportu. Znova je novi teden pred nami in znova so pred nami tudi novi dogodki, novi projekti in nove zanimivosti, ki jih bomo nizali v tokratni oddaji. V začetku se bomo posvetili društvu oziroma organizaciji Nova Akropola, ki v teh dneh beleži že 14. obletnico delovanja v Mariboru. Sicer pa organizacija pod tem imenom že obstaja v Sloveniji kar 30 let. Gre za na nek način pokrivanja filozofskih vej in seveda ukvarjajo se z kulturo, glasbo, športom, prostovoljstvom oziroma vse, kar tako rekoč zadeva filozofija. No, več o sami organizaciji, o njihovih uspehih in pa ciljih delovanja pa nam bo zaupala njihova dolgoletna članica in sicer tudi predavateljica Nija Androjna. Lepo pozdravljeni, gospa Androjna. Tako, torej 14. leto obstoja že beležite v Mariboru, sicer pa nekako torej vaša krovna organizacija ne beleži kar 30 let delovanja. Gre za tako rekoč na nek način filozofsko šolo, filozofsko organizacijo, pa morda za začetek, preden se nekako osredotočimo vašemu delu v tej organizaciji. Torej, kdo ste in kaj tiste vaše poslanstvo, ki ga peljete že več kot desetletje? Torej, Nova Akropola že več kot desetletje pri nas in v Sloveniji 30 let, sicer pa v svetu že več kot 60 let tudi in deluje v 60 državah. No? Promovira filozofijo na praktičen način. Zdaj, kaj to pomeni filozofija na praktičen način? Pač filozofija, ki ni zgolj umevanje, zgolj razglabljanje in govora o pojmih, ki so zelo zapleteni. Filozofija, ki je predvsem lahko uporabna za človeka, za njegovo kvalitetno življenje. Ker verjamemo, da je to v osnovi filozofija bila in bi mogla biti, ker kaj pomeni filozofija? Ne? Ljubezen do modrosti. In pot do modrosti je pač nekaj zelo konkretnega, praktičnega. Tako da to je nekaj, kar gradi človeka, nekaj, kar nas pomaga delati boljše. In nam tudi pomaga delati boljši vsak dan oziroma boljši jutri. Koliko vas je v tej organizaciji, v društvu Nova Akropola Maribor in pa seveda se boste prinesli tudi nekaj knjig, vidimo tukaj, kar je pa seveda plod vas in vaših predavateljev vseh, ki delujete pod okriljem te organizacije. Ja, tako tu v Ljubljani in Mariboru skupaj nas deluje okrog 50, 60, malo se številke spreminjajo, nekateri malo bolj aktivno, drugi bolj kot prihajajo poslušati predavanja. In tisti, ki smo bolj aktivni, moram reči, da to delamo kar res s srcem in nekako nam ne zmanjka zagona in veselja do tega delovanja, že pač sama sem preko 10 let že zraven. In pač zaradi tega, ker nekako nam je všeč ta vizija Nova Akropola, ki jo ima pač za boljšega človeka in boljši svet, je naš moto našega časopisa. Torej, vsi ti naši izdelki so res plod naših naporov in moram reči prostovoljnega dela, ne? Ker vsi tudi imamo svoje druge službe, s katerimi pač se služimo kruh, ampak v svoj preostali čas in energijo pa tako z veseljem posvetimo temu delovanju v Novi Akropoli, ker pač vidimo eno globino za tem in en smisel našega delovanja. Na kaj ste, če bi lahko tako vprašala, najbolj ponosni v teh 14 letih delovanja? Recimo, kaj so bili tisti pomembni meniki za vas tudi? Mogoče preden bi govorila o kakih pomembnih menikih, smo tako zelo veseli vsakega človeka, ki nam izrazi, da je nekako Nova Akropola imela vpliv na njegovo življenje. Včasih mogoče samo se srečamo na ulici, ko se že dolgo nismo videli, pa še vedno nam govorijo, da spremljajo naš časopis, da se še vedno spominjajo naših predavanj in da so jim res dali neke smernice za življenje. In to je zagotovo ena čudovita potrditev, da to kaj delaš, da ima neki dolgoročen učinek. Seveda pa ja, lahko rečemo že to, da smo odprli podružnico v Mariboru, je en mejnik. Potem vsaka knjiga je kot en mali otrok,
Potem časopis naš, lansko leto smo 100. številko izdali in tudi, moram reči, brezplačni časopis, kdorkoli se lahko na njega naroči in ga mesečno prijema. Sicer je to elektronski časopis. Tukaj, če dovolite, imam sicer eno natisnjeno verzijo, ampak sicer pa časopis dobite v elektronski predal. To je tudi, moram reči, ena taka potrditev, ko leta in leta izdeluješ, pa še vedno z veseljem moram reči, da to izdelujemo. No in seveda zdaj boste upihnili to 14. svečko in za ta rojstni dan oziroma obeležitev ste si zadali tudi dogodek, ki ga boste izvedli oziroma praznovanje obeležili 29. januarja. Pravzaprav zakaj gre in komu je v prvi vrsti namenjen? Torej, ja, Mariborska Nova Akropola tako rekoč rojstni dan obeležuje sicer 31. januarja, ampak letos smo pač tako iz praktičnih razlogov izbrali za proslavo 29. januar. Vsak tak večji dogodek pri nas malo proslavimo. Letos mogoče je vsak še toliko bolj pomemben zaradi tega jubileja 30 let delovanja Nove Akropole v Sloveniji. In ponavadi to obeležimo z nekim kulturnim programom, torej imamo tudi en notranji zborček, ki deluje, potem imamo tudi plesno skupino, občasno dramsko skupino, kajti ja, naše področje delovanja je tudi kultura, kultura preko katere se poskuša tudi neke filozofske ideje izraziti, zato ker verjamemo, da vse, kar dviguje človeka proti njegovim vrhovom, proti najboljšem v njem, lahko služi filozofiji, pač poti k modrosti. No, tako da, ja, ponavadi je to na tak način kulturni program. Govorili bomo tudi o smislu Nove Akropole, o pomenu besede. Akropola pomeni mesto na višini. Mesto na višini in to je simbolični prikaz tudi te poti človeka k najboljšem v sebi, k višjem delu sebe. Tako da v tem bo tudi govora, o tem bo spregovoril naš vodja, naš dolgoletni predavatelj Andrej Praček. Ja, namenjeno pa to seveda v prvi vrsti našim članom in občasno pač povabimo tudi kakšne zunanje. Dobro. Sicer pa, kako lahko nekdo, ki ga zanimajo vaši ideali, znanja, veščine, postane del društva? Ja, v bistvu temelj našega delovanja je pač ta program šole filozofije, okrog tega se napletajo tudi te druge področja delovanja, kot so kulturni dogodki. Ampak za nekoga, ki še ni prišel v stik z nami, je v bistvu prvi korak tečaj praktične filozofije, ki ga odpiramo 2-krat, 3-krat časih tudi letno. Tule je, če boste videli kak plakat, da ga prepoznate, je to naša razloženka. Gre v bistvu za 16 predavanj oziroma iz 2 delov. Prvi del zajema 9 predavanj, ki je tak kratek strnjen primerjalni študij različnih religij in filozofskih učenj, od vzhoda in zahoda, od budizma do Konfucija, Platona, pa mogoče to deluje tako malo, da se ne moreš vsake teme dovolj globoko skozi tak kratek ciklus dotakniti. Ampak mi želimo eno rdečo nit iz različnih učenj potegniti, kaj so različna učenja govorila istega, kaj so govorila, ali obstaja ena brezčasna resnica, ki se je izražala skozi različne kulture, skozi različna obdobja in ki lahko zato služi tudi nam. In to je nek tak vstop v našo potem šolo filozofijo. Dobro. Hvala lepa. Morda še v tem zaključimo s kakšno mislijo za naše gledalke in gledalce?
Ja, morda bi spet izbrala ravno ta moto našega časopisa za boljšega človeka in boljši svet. Torej, Nova Akropola se trudi za boljšega človeka in boljši svet, ker verjamemo, da svet okrog nas je boljši lahko, če vsak od nas postane boljši. In to je na kratko naša velika globoka filozofija. Verjamemo, da vsak od nas se vsakodnevno lahko spremeni v malo boljšega človeka. Dobro. Hvala lepa in vse dobro še naprej na vaši poti vam želim. Hvala.